Nihče ne sme ostati brez zdravstvenih storitev takrat, ko jih potrebuje. Področje zdravstva je eno temeljnih strateških področij, ki mu predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar posveča posebno pozornost, zato je bil tej temi posvečen tudi današnji prvi predsedničin forum. Namen foruma, na katerem je poleg strokovnih razpravljavcev tudi osrednji gost sodeloval minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, je doprinos k pripravi celovite zdravstvene reforme, ki mora biti plod strpnega dialoga tako s stroko kot tudi s civilno družbo v iskanju dobrih rešitev za vse. Brdo pri Kranju, 23. 5. 2023. Sporočila za javnost govori. Z današnjim prvim predsedničinim forumom želim pomagati poiskati strateške usmeritve in poenotiti politike, da bo nujni proces zdravstvene reforme tekel čim bolj učinkovito, poenoteno in nemoteno, je uvodoma izpostavila predsednica, ki pričakuje, da se bo z napovedano zdravstveno reformo ustavilo kršenje človeških pravic tistim državljankam in državljanom, ki nimajo urejenega dostopa do zdravstvenih storitev oziroma do osebnega zdravnika. Ključ do uspešne reforme predsednica republike vidi predvsem v sodelovanju, tako v ekipah v zdravstvu, med odločevalci v vseh sektorjih, koalicijo in opozicijo ter z upoštevanjem dobrih pobud izvajalcev zdravstvenih storitev. Vsi skupaj moramo delovati v dobrobit pacientk in pacientov. Nihče ne sme ostati brez zdravstvenih storitev takrat, ko jih potrebuje, to je eden izmed 5 glavnih ciljev mojega mandata. Na današnjem forumu je bilo sicer večkrat izpostavljeno, da enostavnih receptov za zdravstveno reformo ni. Udeleženci pa so se strinjali, da lahko postopni koraki v pravo smer peljejo učinkovito in dobro zdravstveno reformo. Vsi si želimo ohraniti javno zdravstvo in mu pomagati, da se bo prilagajal na zahtevne razmere. Danes smo slišali kar nekaj dobrih izhodišč in zaupam ministru, da bo zdravstvena reforma izpeljana kakovostno. Prav je, da razmišljamo strokovni sveti, politika, civilna družba in posamezniki. Vendar pa je potem dolžnost odločevalcev, da se iz razmišljanja preide v dejanja, je potek foruma ocenila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Urad predsednice Republike Slovenije bo na podlagi današnje razprave pripravil celovit dokument, ki bo posredovan ekipi Ministrstva za zdravje kot pripomoček pri nadaljnjem delu. Vsi, ki želijo predstaviti svoje poglede, rešitve ali že izdelane predloge, pa lahko to storijo še do konca meseca maja. Pošljejo jih lahko na gp.uprs@predsednica-slo.si. Poleg ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana so na forumu sodelovali ugledni strokovnjaki z področja zdravstva, politike ter predstavniki civilno-družbenih organizacij. Iz demografski sliki in ključnih izzivih na tem področju so razpravljali dr. Matija Čok in dr. Petra Došenović Bonča iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Poglede na učinkovito organizacijo in upravljanje zdravstvenega sistema so predstavili dr. Alojz Ihan iz UKC Ljubljana, dr. Dragan Kovačič, direktor Splošne bolnišnice Celje, ter Kristina Modic iz Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Izhodišča za dosego večje učinkovitosti pa so orisali Luka Renko iz Sledilnika, dr. Ivan Eržen, strokovni direktor NIJZ, in Tatjana Mlakar, generalna direktorica ZZZS.